Evo, nov dan, pa nov izlet. Danes greva z Alešem v Grosuplje po eno novo igračo, ker jo v bistvu danes pobereva, pa skrijeva v garažo še za kakšen teden, zato ker bo to presenečenje za mojega fotra za njegov rojsten dan. Zdaj on si to zadevo že kar nekaj časa želi, ampak ankor si pa ni prvošil. In letos sem pa rekel, da bom jaz vseeno to malo za njegovim hrbtom zrihtal, bom mu prvošil, zato ker ne smemo odlašati za take stvari. Če si nekaj želiš, si moraš omogočiti, ker nikoli ne veš, kva po pot pride, tako da treba je uživati maksimalno, pa se dobimo zdajle kar v trgovini. Moje tale naš. Kaj je tole, a ne? A res? Ja. Hudo. Dober, meni je všeč. Dober zgled. A ti je bolj všeč kakor ta nova? Ja, itak, F80 je konc. Meni tudi, ja. Ta nova mi ni to, tudi M2 in M2 in M3, ta stare so mi precej lepše. Pa tudi tako bolj redka je, da tako redko jo srečaš. Da je M3, prejšnje so bile vse M4, Tako, zdaj pa lih kontra se mi zdi. Ja. Štirikolesnik je naložen, jaz sem lih kar dan prišel in scenarij zdaj tak. Aleš pride pol s kombijem in jaz bom rekel fotru, pojdi malo do kombija, da boš videl, kva si Aleš kupil. Pa upam, da bo rekel, res hudo ali pa kaj tazga, pa bom pa jaz rekel, ne vem, a ti všeč? Pa on rekel, ja, ful, ali pa nekaj v tej smeri, bom pa rekel, no super, ker je tvoj. Ampak to je v bistvu sam en tak okviren plan, ampak pri teh stvarih itak ne moreš nikoli planirati pač točen, kva bo kdo rekel, tako da gremo pač nekako s flowom. Ale še 2 minute stran, šibamo na lokacijo. Fotra sicer ni, tako da moramo za tole skrb spraviti. Ne vem, kaj se izgubo, mater, zele. Ata, poj gledat, ko je Aleš kupil. Ja, to si zdaj kupil, prav da se upotaleš vozil. A? Budala. A ti je všeč? Ja, seveda mi je všeč. Vse najboljše, tvoje. Numen, ja. To smo zdaj, da boš lažje v kurbajte hodil. Zdaj na 4 VD, ja, lahko imaš 2 VD, tukaj imaš pa kaj v avtu, park, rekords, notran. Je že šel v sosedno vas, da bi se zdaj kar na bok prebrnil, ko je. No, pa valjda moramo zdaj tale štirikolesnik tudi mi malo bolj od blizu pogledati. Gre za CF Moto znamko 520 L znaka tega modela. Več se tudi nisem nekaj poglabljal pa spuščal. V glavnem gre za deloven model štirikolesnika. Tale ima tudi že serijsko spredi vitel, pa kljuko v zadnji, LED luči, zapore diferencialov in tako naprej, ampak za nas to ni bilo čisto dosti. Jaz sem ekstra naročil še distančnike, ki jih vidimo klele v zadnji, zato da kolesa še malo bolj ven pridejo, da zgleda tale zadeva malo bolj robustna. Tukaj gor sem naročil ekstra tole kovinsko košaro, zato ker včasih je štorasto tisle kufer v zadnji žokat stvari, pa da ni umazan. Klele noter naložiš drva, rokavice, orodje, motorko, krčeš, v glavnem vržeš not, pa se peleš. Klele v zadnji ekstra še tale kovček, tako da lahko daš noter kakšno čelado. Dobar, naš fotor ima tole za gobe malo nabirati. Tale čelada ne vem, za kva jo ima, pa en kup drugih stvari, ki sploh nočem vedeti, za kva so klele noter. Ampak zadeva precej uporabna, tako fajn je, da kakšno jakno daš noter, kakšno košaro daš noter, tako da se zadeva ne zmoč.
in v bistvu imaš le vse, kar rabiš. Zelo pomembna zadeva kljuka, tako kot sem že prej rekel, tole je sicer serijsko. Meni je res fajn, ker je treba v kolbajte kaj narediti. Enostavno zapneš prekolo in zadevo peleš. Jaz pa Jan sva lik pred kratkim imela eno nalogo in sicer, da sva zdruvala ven kole, ki smo jih imeli tle po travanku prej, ki je bil spust za konje v bistvu. Zdaj pa, da nahodiš skozi gor pa dol, so lepo zapela prikolo, tako da smo sprot stvari noter zmetali, zrihtali, odpeljali, res dobro, no. Tako, fajn je delati, če imaš dober orodje prbajt. Smo pa vzeli tole varianto, ki je vozna s kategorijo B, oziroma z izpitom za avto, in gre tudi malo hitreje kot oni, ki so registrirani samo kot traktor. Ful mi je všeč tole, ki imaš že serijsko vitel, ki ga tlele pol seveda tudi elektronsko ven pa noter reguliraš. Ne vem sicer, kdaj bi vitel rabu, ker zadeva ni ful močna, ampak da se pa mogoče z kakšnega blata ali pa neugodne situacije ven potegneš, se mi pa zdi prima. Presenetila me je tudi tale zadeva, ki imaš 12-volten tale vtikač in pa še USB, tako da lahko filaš svoj telefon ali pa kakšen iPad. Jaz ne vem, kva delate na štirikolesnikih. Tlele gor pa v bistvu nič posebenega, no. Tlele imaš digitalen števček, ki v bistvu zgleda takole. Gor imaš čisto vse podatke, kar jih rabaš. Dokaj preprost, park rikverc nevtralna, visoke pa nizke prestave. Tukaj imaš pol še zapore diferencialov, ročno, gas, seveda elektronski vžig, luči, žmigavce, vse 4 žmigavce pa hupo. Seveda me pa par stvari tudi mot, ker valjda nobena stvar ni popolna, a ne. Tako, gas ni toliko odziven, kakor bi se želel in ga moraš kar, bom rekel, nekaj dati za to, da se zadeva premakne. Pa tudi menjalnik je tako malo, ne vem, tak cheap feeling imaš, no. Ne gre lepo s prestave v prestavo čisto vsakič, drugače pa zdaj sem se že kar parkrat pelil in moram reči, da se res rad s tem štirikolesnikom pelem in zdaj kar iščem izgovore, kva vse je treba v kolbajte narediti, samo da se lahko malo pelem pa da ga uporabljam. Pa tole ti še nisem pokazal. Zadeva je v tejle kamuflažni barvi. Bila je še opcija oranžna ali pa modra in meni se tale zdi res tako badass. Taka ameriška, lovska, kaj pa vem, no, se mi zdi tako, da v tako okolje enega takega ranča, kakor ga imamo mi, res paše, no. Seveda je pa kar močen faktor pri odločitvi nakupa takega štirikolesnika ali pa motorja, no, kakorkoli, tudi cena. Zdaj, takole naloženka, ga klele vidiš, je prišel, mislim, da okoli 7 pa 800. Sem gledal tudi Bombarder od BRP oziroma Can-Am, no, ne vem, kako se zdaj točno imenujejo. Tisti s podobno kubikažo, s podobno opremo so bili okrog 12.000 evrov. Tako da, kaj pa vem, siguren verjamem, da ima tukaj malo bolj kvaliteten material pa tako naprej. Nisem ga probal voziti, tako da to bi si res želel enkrat probati. Ampak definitivno pa ne bi dal skorajkrat 2 za praktično isto funkcijo, zato da jo lahko uporabljam pol tlele okrog naše hiše. Zame je bila to bolj smiselna opcija in tudi se mi zdi, da tam nekje 7-8 tisoč evrov je še nek mogoče razumljiv budžet za nakup novega takega štirikolesnika. Pismo ostalo so pa že kar resne cene, tako orang avto že lahko kupiš za 12 jurjev, veš kva mislim. To je pa to. Tole je naša nova pridobitev. No, od fotra v bistvu, CF Moto 520L. Če vas pa še kaj zanima od tega motorja, pa napišite v spodju komentar. Jaz pa mislim, da bi si zaslužil en vlog, da ga peljemo na en proper off-road test. Vmes pa tudi moj stanovanje že kar lepo napreduje, tlele smo sprofilirali še tele stene, ki morajo priti gor. Jerry se je že lotil štroma, takole imamo v marcu že zrihtano. Da ga pa nam sam gledal vmeska dela, je pa tudi meni zaupal še, da tlele ene 2 kabla po kuhan potegnem. Evo, zmagal. Vmes se je pa Jerry že lotil teh profilov, ki so mogla luknje noter narediti. Zato, da imam štrom pripeljan do klele gor, ki bo v bistvu TV, ampak res nočem, da bi se kjerkoli kabel videl. Tako da smo vse kar skrili v tole steno noter. Klele se je še malo knauf finiširal, vmes smo pa vzporedno tudi že ploščice polagali in res mi je ful všeč tale odtenk kamna, ki sem si ga zbral. Dela pa ne potekajo sam noter, ampak tudi zunaj. Tako da klele smo že odgrnili zemljo, zato da naredimo robnike.
Ohniki so fertik, zdaj pa sam še odgrnem filc, da mi ne plevel noter rasu, pa že stresemo pesek čez. Takole pa zgleda končen rezultat. No, ni še čist končen, ampak mi pa že precej bolj všeč, kaj je takole malo bolj urejen okoli bajte. Hutarjev kombi že pregonil, pa mi pripeljal ta prvo rundo mojega pohištva. A to je vse zame? To je tvoje, ja? O, mater. Potem smo sedeži tudi zapakirano pustiti, ja? Ja, najbolj. Ker stanovanje še ni čist fertik, smo zadeve pustili še zapakirane. Trenutno zaključujemo še z izravnavanjem sten pa beljenjem, pa se pa začne ta lušten del in sicer unboxing pohištva. Precej ga seveda še manjka, ampak pride zelo kmalu, tako da moram tele stene čim prej zaključiti. Tele stene bojo še v les oblečene, pol pa že zelo kmalu pride tlele kuhna, pa kopalnica, pa pisarna, pa tako naprej. Moj najljubši del pohištva ali pa stanovanja bo pa tlele v moji pisarni in sicer na tole steno za mano bom obesil en kos avtomobila. Zdaj, kva to bo, ne zaenkrat ostane še presenečenje, ampak meni se zdi čisto hudo. Preden pa gremo, bi pa res rad rekel, da je bil nor odziv na ta zadnji vlog, res ste me pozitivno presenetili. Tako da tisti, ki ste ga gledali, vsi veste, kako se je zaključil. Zdaj, žal ta Omega je lih 2 dni nazaj šla, ampak kar so pa dobre novice je pa to, da sem lih danes kupil nov shitbox. Tako da, če še nis, stisnem tale subscribe gumb, ker naslednji vlog bo res next level in tega res ne smeš zamuditi. To je to za danes, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!